sem tudi v mojem imenu. Upam, da bo ta današnji dež dal pogoje, da s teme, ki ga sejemo v jeseni, da potem zraste žito, pripravi pogoje za dobro rasti in vizijo, potem tudi potrudi, da to ni dobro delamo. Trajnostni razvoj in samooskrba je področje, v katerem bom kratko spregovoril. Področje je v veliki meri znotraj Ministrstva za naravni razvoj, katerega nameravamo ustanoviti iz sedanjega kmetijskega ministrstva, ki mu dodajamo okolje, podobno kot imajo v Sloveniji v Avstriji, zagotovo posega trajnostni razvoj še na področje gospodarstva, energetike, prometa. Nekaj podatki bom poskušal povedati naše osnovne korake, katere bomo storili v naslednjem mandatu. Kar se tiče samooskrbe, je danes v sreči že zavedanje v Sloveniji, da je nacionalni interes, da hrano pridelamo, ne da imamo poceni na policiji, v trgovini. Zato je naš cilj, da jo lastno pridelamo samooskrbo v tem mandatu dvignemo vsaj za 15%, kar pomeni, da prebijemo tisto polovico in naslednjo tudi nadaljujemo. Kako bomo to storili in kaj se nam je zelo pomembno, kar se tiče same oskrbe za domačo, ekološko, zdravo predelano hrano na osnovi shem kakovosti, se bomo potrudili, da to hrano približamo potrošniku, zdaj je potrebno spodbuditi izgradnje tržnic v vsakem malce večjem mestecu, zgraditi in podpreti, da se izgradijo večje trgovine za lokalno predelano hrano v vseh slovenskih večjih mestih, kjer se lahko tu vključijo zadruge, skupine proizvajalcev, ki te trgovine tudi potem oskrbujejo in da bodo resnično slovenski potrošniki imel hrano blizu, kjer se pač tudi ta hrana kupuje. Zelo pomembno se tudi oblike partnerskega kmetijstva, kjer so možnosti in to že poteka v manjši obliki, kot bi lahko dejansko kmet v naročenih proizvodnjih za skupino odjemalcev poveže in potem tudi preko interneta, preko dostav pripravi to dostavo ljudem na dom. Drugo pomembno področje je, da dvignemo in izboljšamo rastni potencial slovenske kmetijske zemlje. To je zagotovo potrebno narediti, da pospešimo procese krčitev, da se ne nadaljuje proces, ki je bil v preteklosti zaraščanja. Drugi kmetijski ukrepi aktivne kmetijske politike so povezani s komasacijami, namakalnimi sistemi, protitočnimi mrežami za sadovnjake, izgradnjo rastlinjakov za proizvodnjo zelenjave, slovenske zelenjave. Tu mislimo, da je potrebno pristopiti tudi korak dlje in z osnovnimi povezave z osnovnimi šolami spodbuditi, da se v osnovnih šolah zgradijo rastlinjaki, sadični vrtovi, da to kulturo prenesemo tudi naše mlade in da se mogoče v povezavi še s kakšnim socialnim podjetništvom resnično tudi na tak način ustvari delovna mesta, hkrati pa poveča samooskrbo s slovensko zdravo hrano. Pomembno vlogo bo potrebno dati skladu kmetijskih zemljišč, to vlogo ukrepiti. Sklad lahko igra zelo pomembno vlogo tako pri zaokroževanju kmetij, pri odkupu tistih kmetij, kjer so lastniki kmetij odločajo, da opuščajo počasi obdelavo in da pomagajo z svojimi ukrepi. To so ukrepi, ki so jih tudi države tudi nekatere že upeljale z regresirano obrestno mero za nakupe teh zemljišč, za leasing na 10 let in na ta način pomagati zaokrožiti družinske kmetije, ki bodo tudi v bodoče temelj slovenskega kmetijstva. Pri skladu kmetijskih zemljišč je zagotovo potrebno obnoviti v tem mandatu in temeljito povedati tudi področje gozdarstva in tudi na tem delu del gozdov slovenskih, ki so v državni lasti, predati tistimi, ki bodisi delujejo lesne izdelke, bodisi pa tudi na področju energetike s proizvodnjo lesne biomase. Pomembno področje je na tem področju, da resnično pridemo k tem ciljem, je, da okrepimo tako imenovani prvi steber skupne kmetijske politike. Podobni so pogovori tudi na skupnih srečanjih, ki smo imeli kot predsednik odbora za kmetijstvo. V Evropi je zavedanje, da je treba prvi steber, to je tisti, ki podpira proizvodno hrano, okrepiti in na ta način dati kmetijstvu tudi tisto osnovno funkcijo, ki jo ima, se pravi pridelavo zdrave potrošnje po cenah, ki so potrošniku dostopne hrane. Zato je potrebno tudi, podobno kot na drugih področjih, administrativno razbremeniti kmete. Tudi to je usmeritev za novo finančno perspektivo,
manjše kmetije ni nobene potrebe, da tako komplicirane vloge oddajajo za pridobivanje ukrepov teh subvencij, tako imenovanih, še manj pa, da bi bilo potrebno voditi knjigovodstvo, kot je bilo da spremembe zakona o dohodnini, tistim, ki ima na kmetiji, ne vem, 15 povedal, tako da v tem delu je treba tudi poseči zakon o dohodnini in te anomalije, ki so bile sprejete v tem mandatu, odpraviti. Poseben poudarek bomo dali tudi podpori mladim prevzemnikom kmetij. Slovenske kmetije morajo postati tisto takšno delovno mesto, ki bo zanimivo za mlade ljudi, zato je to možno tako za ukrepi pri prevzemanju kmetij, ki so se že izvajali sedaj v preteklosti, prav tako pa tudi pri razpisih za restrukturiranje kmetij dati prednost, pomeni večjo število točk pri samem ocenjevanju in na drugi strani tudi večji delež procentov sofinanciranja za tiste, ki bodo mladi kmetijstvo, so običajno tam meje še pri 40 letih, tam so običajno tudi zgodili ti prevzemi kmetij, če želi nekdo potem drugi polovici svoje delovne dobe tudi voditi takšno kmetijo. Področje zdravja varne hrane, slovenske inštitucije so zaenkrat, mislim, da tem zadevami veliko vidimo, pa da se dnevno pojavljajo problemi, hrana je živa zadeva, zato je potrebno tudi v tem delu podpirati razvoj in pa samo dejavnost teh inštitucij. Področje okolja oziroma zelenih delovnih mest, ki so s tem povezanih, želim poudariti najprej, da viri za to področje so znani, so tudi danes že obstoječi, nekateri prihajajo v prihodnje. To so 3 javni skladi, ekosklad, vodni sklad in za leto 2014 tudi podnebni sklad, ki bo sklad vezan na kupovanje emisij CO2 kuponov. Naslednji kvalitetni vir, ki je bil zagotovo v tem delu premalo uporabljen, je kohezijski skladi. Na koheziji je veliko področje za to področje, ki je vezano na okolje in pa na zelena delovna mesta. Prav tako so pa viri občinski proračuni in pa zasebni kapital, tako gospodarstva, kako tudi posamezni. Ta delovna mesta, ki jih vidimo, kmetijstvo smo že omenili, zato ne bi več zgodno časa. Na področju energetike mislimo, da je nadaljevanje izgradnje hidroelektrarn na Savi in na Muri, področje, kjer se da ubiti 2 muri na en mah, izboljšati protipoplavno zaščito, hkrati pa tudi proizvesti dosti zelene električne energije, ki je naš skupni cilj. Na področju obnovljivih virov bomo dali poudarek lesni biomasi. To je tisti ostanek, tista tretjina manj vrednega lesa, ki konec koncev izboljša tudi ceno celotnega drevesa, če zadnjo tretjino prodaš. Danes gre žal to s kamioni v Avstrijo in v Italijo, zato je cilj, da zgradimo v tem mandatu 10 centrov za lesno biomaso, to je radius 30 km, znotraj katerega se potem naredi oskrba z sekanci peleti za proizvodno, predvsem za področje ogrevanja javnih in tudi zasebnih objektih. Geotermalna voda je bistveno premalo izkoriščena, vsi poznamo primer proizvodnje orhidej v Prekmurju in to je mislim sveto primernost, na katerega je potrebno samo nadaljevati za izkoristkom geotermalne energije. Učinkovita raba energije, prednostna naloga na tem področju, tu mislimo predvsem, da se sredstvi ekosklada in ostalimi sredstvi intenzivno v obnovo javnih objektov, tudi posamezniki, zamenjava korilnic, fasade, strehe, poznamo te ukrepe in v vseh teh ukrepih je velikokrat potrebno zelo malo javnega denarja oziroma te izkoristiti ta namenski javni denar na teh skladih za te ukrepe, ki dajo na drugi strani tudi ta prepotrebna zelena delovna mesta. Protipoplavna zaščita je naslednji ukrep, ki je bil povsem zanemarjen v zadnjih 20 letih in danes, če samo prešteješ, koliko ljudi se ukvarja s protipoplavno zaščito v Sloveniji, hitro izračunaš, da porabi za svoje plače več denarja kot vsi ukrepi za protipoplavno zaščito v enem letu. To je treba zadevo narediti operativno in z zelo jasnimi načrti iti v zaščito slovenskih mest v porečjih, ki jih vemo, tako Save, Savinje, Drave, Mure, na vseh vodotokih je potrebno postaviti marsikaj potrebno. Ne bi bil več predolgi, javni promet je tista zadeva, kjer je potrebno končno spraviti skupaj koncesije, ki so cel mandat se niso podobili, to so koncesije za javni promet, ki v tem delu bolj državnih subvencij potrebno, da to
Sloveniji se bomo končno morali zavedati, da je stanovanjska politika tudi javna politika, da je politika, ki jo ne bo rešil samo prosti trg, kvečemu je prosti trg uničil slovenske banke na področju gradbeništva in zato morajo določene občine in pa tudi država prevzeti večji aktivnejšo vlogo, da se pridobijo prepotrebna neprofitna najemna stanovanja, kajti kupcev, ki bodo lahko v previsokih cenah kupovali stanovanja v Sloveniji,